Sveta Katarina je zavetnica deklet, mladine, tiskarjev, znanstvenikov, filozofov, bibliotekarjev in še bi lahko naštevali. Danes pa je prav posebna epizoda tudi zaradi tega, ker je Sveta Katarina najina zavetnica. Spomin na našo svetnico, Sveto Katarino, je ohranjen v vseh slovenskih pesmih in tudi slovenskih legendah. Na naših tleh je Sveti Katarini posvečenih kar 35 cerkva, od teh 6 župnijskih. Sveta Katarina, tako lahko rečemo, je tudi ena najbolj priljubljenih svetnic na Slovenskem. 25. novembra goduje Sveta Katarina, zato se spodobi, da raziskujeva cerkev posvečeno njej. Nahajava se pri Sveti Katarini nad Ljubljano. Glavni oltar in prezbiterij sta delo arhitekta Ivana Vurnika. Oltarna slika pa je delo njegove žene, slikarke Helene Vurnik. Sem Jože Čuk, župnik pri Sveti Katarini od leta 2011. Drugače pa sem župnik v Sori že od leta 1997. To pomeni, da sem v teh krajih že več kot 25 let in jih dobro poznam. Da sem postal župnik tukaj pri Sveti Katarini, pa je splet okoliščin, ki so razširjene zdaj že kar po vsej Sloveniji, pa počasi mislim, da tudi po vsem svetu, vsej kar se Evrope tiče, da primanjkuje duhovnikov in dobivamo župniki dodatno delo oziroma dodatne župnije. Tako sem jaz dobil leta 2011 župnijo po zadnjem verjetno župniku pri Sveti Katarini, to je bil Simon Fortuna, ki je odšel na večjo župnijo in tako sem dobil to lepo, sicer majhno župnijo, ki jo z veseljem soupravljam. Tukaj na Katarini sta dve stvari zelo zanimivi. Najprej to, da ima kljub majhnosti kraja svojo osnovno šolo, kompletno, se pravi od 1. do 9. razreda, in to, da je cerkev pravzaprav edini kraj, kjer se ti ljudje srečujejo in povezujejo. Zato je zelo pomembno, da župnija ostaja, ker so bile včasih tudi mogoče težnje, da bi, pridružili Sveto Katarino, bodisi eni ali drugi župniji, ampak mislim, da je prav, da duhovnik prihaja sem gor in na nek način ovrednoti življenje teh ljudi, ki ni tako enostavno, kot vidite, je dostop malo otežen zaradi hribov, tudi kmetije, ljudje živijo raztreseni po teh hribih in zato se mi zdi prav, da duhovnik pride njim naproti. Ne pa, da bi oni, recimo zdaj morali hoditi v dolino, da bi se srečevali med seboj oziroma z Bogom. Kako bi pojasnili simboličen pomen imen povezanih s Sveto Katarino, kot so Kaja, Katja, Katica in druga? Ja, Katarina je res lepo ime. Grškega izvora je in pomeni tista, ki je čista. Katara, kataroj, recimo čisti. Med drugim poznamo tudi ločino. V zgodovini cerkve smo se učili o katarih, tisti, ki so se imeli za čiste. Katarina je bila čista v vseh ozirih, ker je dala življenje za to svojo čistost, misli in življenja. Izpeljanke tega imena so zelo pogoste, tudi lahko vidim v krstni knjigi. Skoraj nikoli v nobenem letu ne zmanjka kakšne Kaje, Katarine, tako da sem vesel tega imena. Glede na zgodovinske zapise vemo, da se je soočila s cesarjem Maksincijem. In zakaj je bila Katarina obsojena v bistvu na smrt? Bi nam malo več povedali o Sveti Katarini. Sveta Katarina je
po izročilu bila plemenitega rodu, ampak živela v času, ko je bila vera, sploh krščanstvo, na nek način v opoziciji z vladajočo religijo. To je pa religija oblasti in moči. Cesarji so bili tako imenovani božji posredniki oziroma so se imenovali divinus, to je pravi božanstvo. In načeloma je moral kristjan, recimo, če je hotel biti lojalen državljan, priznavati to božanstvo cesarja in mu darovati, kar je pa seveda bilo za kristjane nesprejemljivo, ker samo Bogu pripada čast Boga, se pravi, da mu daruješ samega sebe v celoti, kot je Katarina storila. Tako da, čeprav je bila mlada, lepa, po izročilu je imela kar nekaj snubcev, je vse zavrnila, ker bi se s tem na nek način omadeževala njena vera in ostala pa zvesta svojemu prepričanju do konca. Strop prezbiterija je bel in je okrašen z medaljonom v obliki štiriperesne detelje. Kaj predstavlja? To je samo okrasni element. Cerkev sta oblikovala oziroma olepšala po prvi svetovni vojni Helena in njen mož Ivan Vurnik. In za Heleno je značilno, čeprav je bila, ni bila Slovenka, se pravi Avstrijka, je zelo rada sprejemala slovenske motive in jih uporabljala v svojih delih. Se pravi najprej barve slovenske, rdeča, modra, bela in pa tudi motiviko. Ona je okrasila, če se ne motim, kar nekaj slovenskih revij, prav svojo ornamentiko. In tukaj, kot lahko vidimo, je v cerkvi ostala zvesta svojemu prepričanju oziroma svojemu slogu. 25. novembra praznujemo god svete Katarine. Zanima me, ali v vaši župniji imate kakšno tradicijo, kakšno slavje, praznovanje v čast svetnice Katarine? Seveda, na sam god svete Katarine imamo dva shoda, dopoldne ob 10, pa popoldne ali zvečer ob 5. Pred desetletji ali pa morda še več nazaj je k cerkvi in v cerkev prišlo ogromno ljudi, ker so se priporočali sveti Katarini za zdravo pamet. To pomeni za dobre odločitve v življenju. Namreč zakaj Katarina, kakor lahko vidimo v tej cerkvi, odgovarja razumno, trezno modrecem. Trije, ki so jo skušali prepričati, naj le daruje cesarju, je niso uspeli prepričati, ampak so sami potem kasneje po izročilu postali kristjani, prav zaradi njenih doslednih odgovorov. Tako da v tem času se je obisk seveda zelo zmanjšal, tako da v glavnem pridejo domačini, nekaj še pride iz okolice, ampak shode pa smo ohranili in imamo ravno tako eno lepo slovesnost. Tudi v nedeljo, potem na Katarinsko nedeljo rečemo, to je nedelja Kristusa kralja. Čeprav ne pride toliko ljudi, ampak je sveta Katarina priljubljena svetnica na Slovenskem, upodabljajo jo tudi na raznih slikah, kipih. Zakaj mislite, da je tako posebna? Jaz mislim, da je posebna zato, ker danes težko najdemo nekoga, ki je dosleden v svojih prepričanjih in je pripravljen za to tudi nekaj žrtvovati. Kaj šele, da bi žrtvoval svoje življenje. Če si predstavljam eno lepo, mlado ženo, da je na nek način bila pripravljena žrtvovati vse, se pravi dati tudi življenje za svoje prepričanje. Jaz mislim, da je to en zgled, ki
nas vse navdihuje in hkrati tudi sprašuje vest, zakaj se pa mi odločamo. Hvala vam za pogovor, za predstavitev cerkve in pa svetnice svete Katarine. Prosim.